Je retro lover. Uje! Generacija je skupina ljudi, ki je bila rojena v istem časovnem obdobju. In ima zato podobne izkušnje, ki jih oblikujejo družbeni dogodki ali kulturni trendi. Midva sva ljubitelja retro stvari in zato je najin celoten look posvečen eni generaciji nazaj. Gen X folku se je zdela dobra ideja, da si strižejo samo sprednji del las. Da nosijo srajce, ki lahko ustavijo promet. In da če je nekaj dobro, to komentirajo z izrazom "Koliko je to šponsko, ej?" Ker pa nimava pojma, kaj velja za druge generacije, sva šla to raziskat. In naletela na nekaj informacij, ki so bolj ali manj preverjene. Začela bova z boomerji. Lahko bi šla še bolj nazaj, ampak ne bova. Boomerji ali baby boomerji so vsi tisti, ki so se rojevali po drugi svetovni vojni, pa vse tam do leta 1964. No, mamice so jih rojevale, niso se jih sami, ne? No, in mamice so jih rojevale res veliko, zato tudi ime baby boomerji. Najbolj prepoznaven boomer je Barbie. Odraščali so v obdobju hitrega gospodarskega razcveta in veljajo za generacijo, ki ima največ keša in ne glede na to obožuje popuste. Ker niso odraščali z digitalno tehnologijo, jim QR kode namesto fizičnih menijev delajo preglavice. Zelo dobro pa znajo naprintati vso elektronsko pošto, ki jo dobijo. Nočejo metati stran hrane, ki ji je pretekel rok. Cel dan imajo prižgano televizijo, ki je ne gledajo. In zelo jih zanima vreme. Generacija X je bila rojena med letoma 1965 in 1980. Najbolj prepoznaven Gen X-ovc je domači računalnik. Se pravi, je to prva generacija, ki je odraščala ob igranju elektronskih iger. In prva generacija, ki ni bila odvisna le od televizijskega programa, ampak je celo lahko gledala filme na kasetah VHS. V odraščanju so večino svojega prostega časa posvetili snemanju komadov iz radija in jih potem poslušali na svojih walkmanih. Velik del časa so tudi namenjali stanju ob stacionarnih telefonih v pričakovanju klica od svoje simpatije. Ja? Ne, Bobija ni doma. Milenijci so se rodili med letoma 1981 in 1996. Najbolj znan milenijc je World Wide Web oziroma sodobni internet. Kar pomeni, da so milenijci prva generacija, ki je odraščala z maili in mobilnimi telefoni. Zato ne preseneča, da se zelo radi pogovarjajo po telefonu in pišejo sporočila z emojiji. Radi imajo oprijete kavbojke, vidne gležnje, avokadov toast in brke. Najraje gledajo serijo Prijatelji in hodijo na brunch. So tudi prva generacija, ki ni avtomatično dobila službe z univerzitetno diplomo in večina jih še vedno živi v predelanem podstrešju svojih staršev. Gen Z-ovci so se rodili med letoma 1997 in 2009. Najbolj znan Gen Z-jevec je Facebook. Zato ni čudno, da so prva generacija, ki je odraščala z družbenimi omrežji. Radi snemajo hrano, snemajo sebe, snemajo druge. Radi fotkajo hrano, fotkajo sebe, fotkajo druge. Radi imajo kriminalne dokumentarce in podcaste. Niso ljubitelji sarkazma in telefonskih pogovorov. Njihova najljubša frizura je fade. Na vrhu lasje, postran pobrit. Gen Alfovci so se rodili med letoma 2010 in 2024. So prva generacija, ki je v celoti rojena v 21. stoletju. In najbolj znana Gen Alfovka je oddaja Osvežilna fronta. Uje! In če sodimo po naši oddaji, je generacija Gen Alfa res carska. No, kljub temu, da so se rodili v izobilju elektronskih naprav, programov in družbenih omrežij, svoj prosti čas radi preživljajo tudi analogno. Po vsej verjetnosti zaradi pandemije, ki nas je vse za nekaj časa prilibala na računalniške ekrane. Gen Alfovci obožujejo namizne igre, slime, humor absurda in bizarne mime. A so vse te karakteristike generacij resnične ali zgolj stereotipi? Presodite sami. Uje!